Dober večer in dobrodošli na predavanju Izginjanje ljubljenega človeka, tretjem predavanju v sezoni Intimu. Nocoj je z nami profesor dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog. Hvala, da ste sprejeli vabilo. Profesor Pirtošek je dolgoletni predstojnik kliničnega oddelka za bolezni živčevja UKC Ljubljana in predstojnik katedre za nevrologijo Ljubljanske medicinske fakultete. Klinično in raziskovalno se ukvarja predvsem z nevrodegenerativnimi boleznimi možganov, zlasti z Alzheimerjevo demenco in s Parkinsonovo boleznijo. Za nas so možgani velika skrivnost. Za dr. Pirtoška so malce manjša skrivnost. Ker gostu ne želim krasti minut, zdaj predajam besedo. Izvolite, prosim. Ja, jaz bi se vam rad najprej lepo zahvalil, da ste mi dali eno priložnost, da sem tukaj z skupino ljudi, ki jih očitno zanimajo možgani tudi, kakor mene. Rekel bi, da pravzaprav so z vsakim dnem možgani, čeprav zame večja skrivnost, manjša, kljub temu, da si rad domišljam, da v veliki meri razumem njihovo delovanje. No, res zelo sem hvaležen, da sem lahko tukaj, vidim tudi mnoge obraze, ki jih lahko imenujem bolj prijatelji ali pa že stari znanci in tem mogoče še posebej moj lep pozdrav. Danes v naslednji uri vas bom poskusil popeljati sicer skozi videnje nevrologa, se pravi zdravnika, ki se ukvarja z boleznimi možganov, ki pa rad tudi si pogleda svet in ljudi okoli sebe. Vam bom poskusil povedati zgodbo o eni izmed najbolj tragičnih bolezni, s katero se sooča človeštvo. Zelo dolgo, do 1907. Pravzaprav človeštvo ni vedelo, da je to bolezen in torej šele leto 1907 je na zemljevid medicine upisalo to bolezen. In ta bolezen, ki je potem kakšnih 70 let v prejšnjem stoletju ostajala anonimna in neznana, potem, ko se je izvlekla iz anonimnosti, je bila pravzaprav simbol za to, kar imenujemo stigmo, za sram, za neko skrivanje. Ta bolezen danes lahko povemo postaja nova epidemija. Kot smo nekoč imeli epidemijo črne kuge, smo nekoč imeli epidemijo tuberkuloze ali HIV-a ali jetike ali kaj takega, tako pravzaprav trka na naša vrata ta bolezen. Končal bom predavanje pravzaprav z vprašanjem, ali je ta usoda, da bom ali pa ne bom dobil demence, res tako zelo neizbežna, in če je neizbežna, ali lahko vsaj naredim kaj takega, da morda situacijo umilim ali da pride kasneje. Rad svoja predavanja začenjam z tole sliko, večina od njih jo pozna, veste, da je naslikana v Sixtinski kapeli, kjer je Michelangelo di Ludovico Buonarroti skušal prikazati, na kakšen način je Bog ustvaril svet in ustvaril človeka. Morda ena najbolj kultnih slik je ravno ta, in to je trenutek, ko Bog ustvarja Adama. Slika je močna v svoji izraznosti, Bog seveda je spremljan z obiljem angelov, z plahutajočim se plaščem. Nekaj pa je nenavadnega v tej sliki. Mi vidimo, da pravzaprav tik pred tem, ko se bo Bog dotaknil Adamovega prsta in ga ustvaril, da pravzaprav je Adam že
ustvarjen. On je že prisoten tukaj z neko močno korpuskulentnostjo svojega renesančnega telesa, ne? Ima široko odprte oči in nekaj pričakuje. Kaj Adam pričakuje? Zgodba se je morda na polovico razjasnila konec 80. let prejšnjega stoletja, ko sta čisto slučajno po Sikstinski kapeli hodila dva znanca, oba sta bila nevroanatoma. Nevroanatom je specialist, ki se ukvarja z zgradbo možganov. In ko sta videla tisto sliko, predvsem Boga, in angelov, sta z velikim znanjem svoje nevroanatomije, ne je eden rekel, ampak poglej, sej, to pa je pravi obris možganov. In tisti ljudje, ki imamo znanje o možganih, pravzaprav resnično lahko takoj opazimo obris možganov v Božji podobi in v podobi angelov in plahotajočega plašča. Seveda bi lahko bila to slučajna najdba. Nevrologi smo bili zelo, zelo veseli, da smo končno dobili tudi umetnostni korelat ali izraz tistega svojega organa, s katerim smo se veliko ukvarjali, pa vendarle do 90. leta, do ravno tega časa, ko sta ta dva Američana odkrila profil možganov v Sikstinski kapeli, smo se ukvarjali pravzaprav na zelo larpurlartistični način. Nismo imeli možnosti do tam nekje 80. let prejšnjega stoletja, nismo imeli možnosti, da bi možgane opazovali, če seveda človek ni preumrl ali pa med operacijo, kjer pa smo potrebovali za to, da smo prišli v dobro zavarovanje. To je najbolj varovan organ našega telesa. Narava ga je zavarovala tako zelo na več načinov. En način je moč premagati samo z žago in z dletom in z svedrom. To je tisto, kar se pravi kost, preden pridemo do možganov. Ni čudno, da mi o možganih nismo imeli veliko znanja, da smo indirektno ugibali, kaj bi lahko bilo, vendar smo bili med svojimi kolegi znani kot tisti čudaki v 5. nadstropju na koncu, ki vse znajo, vse vedo, ampak čist nič ne morejo pomagati. No, in tako so se nam malo posmehovali, rekli, ja seveda, to je pač vsak nevrolog in nevroanatom bo videl tukaj le v tej podobi in podobi mnogih sikstinskih slik možgane. In so se znali pošaliti, kaj pa če bi tam noter stopil recimo ginekolog ali pa nefrolog ali pa kaj takega. No, odgovor je prišel kmalu, nepričakovan. Najprej nefrologi so resnično odkrili eno izmed slik, ki je v Sikstinski kapeli. Tisti, ki poznate te slike, vam moram povedati, da je to tista slika, kjer Bog oddeli vodo od zemlje. Tam noter lahko vidite čudovito podobo človekovih ledvic. Potem pa so našli še eno drugo sliko, tik preden izstopite iz Sikstinske kapele. In sicer je to podoba, kjer Bog loči dan od noči, svetlobo od teme. Tam gor vi gledate Boga in vidite Božji obraz in Božji vrat, ampak nekaj je čudnega, tudi tam je nekaj čudnega, predvsem na Božjem vratu. Bog ima golšo, kar nekam ne sodi ravno v koncept Boga, a ne, da bi mu morali predpisati recept za tiroidna zdravila. Ampak če pogleda nekdo z znanjem anatomije ta vrat, potem vidi, da to ni vrat, ampak da je to nekaj, kar imenujemo možgansko deblo. To je čisto spodnji del vratu oziroma možganov, tam, kjer se začenja vrat, in ta del možganov je tudi v podobu Michelangelo. Michelangelo je živel v času,
ko je bilo prepovedano pravzaprav secirati človeška telesa in možgane. To je bilo nekaj desetletij pred filozofom Renéjem Descartesom, ki je potem na prizorišče civilizacije prišel nekaj kasneje in je ločil dušo od telesa, ne? In je rekel, vem, ampak treba je ločiti, to je telo, to je duša. In s tem pravzaprav dal velik zagon umetnikom in zdravnikom in znanstvenikom, da so se prvič lahko lotili preučevanja človekovega telesa, tudi tako, da so pokukali, kaj je v tem telesu ali pa kaj je v teh možganih. Za časa Michelangela tega še ni bilo. Michelangelo tudi je bil zelo v sporu z papežem Julijanom, a ne, tudi zaradi nekih plačil in tako. In se je počutil zagrenjenega, zlasti njegov odnos do papeža, do cerkve. In je na nek način vendarle pokazal, ampak poglejte, na en kriptičen, zakrit, lep način je pokazal, ampak poglejte, jaz imam v sebi znanje, imam znanje o človekovem telesu, imam znanje o možganih. Zakaj sem začel za to sliko? Zaradi tega, ker pravzaprav ta slika morda, to je seveda naša interpretacija zdaj, govori o tem, da je Michelangelo morda želel reči, ne, Bog ni ustvaril človeka, ampak Bog mu je dal tisto najbolj čudovito darilo, ki ga lahko človek sprejme, in to čudovito darilo je je človekov je človekov razum, so morda čustva, neka simfonija vsega tega v želatini približno 1300 gramov, ki jih imamo vsi tukaj nekje. In o tem in razumu bo govorila ta današnja pot, po kateri bomo šli, ker če nas kaj determinira kot človeka, kot posameznika, kot nekoga, ki ima neke spomine in ki ima neka upanja ali neke strahove za naprej, ki razmišlja o tem, kar še ni bilo in ki se spominja tistega, kar je bilo, potem je to zanesljivo naš in razum. Mi danes vemo, da imamo v različnih delih možganov imamo različne, zdaj bom zelo poenostavil, in upam, da ni preveč psihologov, nevrologov za doktorati tukaj v tem občinstvu. Bom zelo poenostavil in bom rekel, da so naši možgani, da so v naših možganih centri. Da recimo levi del možganov deluje nekoliko drugače kot desni, vendar v zdravju zelo lepo komunicirata, zelo lepo se pogovarjata ena polobla z drugo in ponavadi prihajata do lepih, za nas dobrih odločitev v življenju. Vemo, da recimo je sprednji del možganov zelo različen od zadnjega dela možganov. Da je zadnji del možganov posvečen predvsem temu, ali pa narejen predvsem zato, da nam narava ali pa naše telo, občutja v našem telesu, da nam vliva svoje informacije v možgane. Tukaj prihajajo vidne slike, tukaj prihajajo zvoki, govor, tukaj prihaja dotik, ki ga čutim, tukaj prihaja informacija o tem, na kakšen način je zdaj moje telo položeno v ta prostor. Vse to prihaja v zadnje dele možganov. Medtem ko v sprednji del možganov je pa predvsem zato, da na vse te informacije reagira. In spet odvisno od tega, o katerem delu sprednjih možganov mi govorimo, lahko vidimo, da lahko reagiramo pravzaprav načelno na 3 načine, da mi spremenimo nekaj ali v okolju ali v svojem telesu. Eno je gib, z gibanjem mi lahko spreminjamo svet okoli sebe, z motoriko. Drugo je z svojo mislijo, tudi če sem jaz popolnoma paraliziran. Ena strašna bolezen v nevrologiji obstaja, ki se imenuje sindrom vklenjenosti, locked in sindrom, ker imam na tako strateškem
mestu tumor ali pa morda krvavitev, da ne morem prav ničesar narediti, ljudje tudi ne opazijo, ljudje pa ne opazijo, da mislim pa lahko. Edino, kar lahko naredim, nekdo, ki je zelo, zelo pozoren, ki bo sedel ob meni ure in ure, to so bile ponavadi mame, ki so sedele ob svojih hudo poškodovanih otrocih, sinovih, hčerah, za katere je medicina bila prepričana, da so v globoki komi, ne? In potem so ti sinovi, oziroma so te matere recimo opazile in prepričevale zdravnike, poslušajte, ampak jaz sem prepričana, da on me ne razume in da z mano komunicira. In potem, ko je medicina bila nekoliko bolj razvita, smo resnično videli, da ti ljudje lahko komunicirajo, ampak samo na en način, in to je, da nekoliko pomežiknejo z očesom ali pa nekoliko dvignejo pogled navzgor. Vidite, se pravi, tudi ti ljudje, ki so bili popolnoma negibni, ne, vklenjeni v negibnost svojega lastnega telesa, tudi ti ljudje so imeli popolnoma bogato in lepo kognitivno doživljanje, miselno doživljanje. Obstaja en lep francoski film, ne bom se zdaj spomnil naslova, če se kdo, prosim, morda ali pomaga mi, ali bil Metul, ali nekaj podobnega, ki opisuje trpljenje takega človeka, ki je popolnoma negibni in vendarle ima polno bogatstvo svojega miselnega sveta. Se pravi, mi svet vseeno lahko spreminjamo tudi z mislijo svojo, z svojim razumom. In potem tretji način, kako lahko z tem sprednjim delom možganov spreminjamo svet, in to z tem delom, ki je nad našimi očmi, ne? Nekatere kulture in civilizacije zelo rade narišajo tukaj piko recimo, ali pa neko črto, nekateri to imenujejo tudi kot tretje oko ali pa kaj takega. Neurologi pa radi govorimo o nečem, kar se imenuje frontoorbitalni korteks ali del možganov tukaj za očesom, ki pa nas naredi, da reagiramo na svet ne z gibom, ne z razumom, ampak z nečem, kar bi se lahko imenovalo socialna ali emocionalna inteligenca. Lahko sem še tako močan, lahko sem še tako pameten z inteligenčnim kvocientom, 170, ampak če ne bom imel tudi socialne inteligence, emocionalne inteligence, potem bo lahko moje življenje in odnosi ljudi z ljudmi borni. Vidite, se pravi, tako mi delimo možgane v različne predele in v različne centre. Imamo tudi en center za razumevanje jezika. Če bi vi zdajle doživeli kap v ta del možganov, to je tukaj na levi strani, za ušesom, kjer je center za razumevanje govora, tala mangisiliti pala farisele glaupani glaparite la misabarata. Vidite, slišali bi me, pa vendarle me ne bi razumeli. To bi se zgodilo, če bi imeli poškodbo tukaj. Če bi imeli poškodbo nekoliko bolj spredaj, kjer imamo center za ekspresijo, za izraznost govora, potem ne bi mogli več govoriti. In morda je kdo od vas imel priložnost v življenju, da je srečo, pa morda tudi zaslutil eno veliko tragedijo človeka, ki mu je zaradi kapi morda uničen center za govor, ki ne more govoriti. Nevrologi tega veliko vidimo in verjetno, da je to spraševanje ob tem bolniku, kaj nam želi povedati, kaj je za njegovim obrazom, nekaj, kar te potem tudi naredi, da recimo kot klinik dozorevaš, kot zdravnik dozorevaš in da tudi kot človek pravzaprav veliko globlje čutiš tragedijo teh bolnikov. Zakaj vam vse to pripovedujem? Ker seveda ta miselni svet, ta tukaj, ki ga morda Bog podaja Adamu, ta naša sposobnost govora, sposobnost biti emocionalno angažiran, sposobnost razumeti govor, sposobnost čutiti položaj svojega telesa v prostoru, imeti vse to bogatstvo spominov. To je tisto, kar nas identificira. Če mi to izgubimo, potem ostane prazna lupina. Velikokrat so se v zgodovini ljudje v silnem upanju
da vendarle to ni tako, da to ni lupina. Spraševali, ampak vendarle skozi to praznino iskali so neke znake, da kljub tej praznini, mogoče pa tisti pogled na desno, ki je bil prej, morda pa način, kako je zdaj prijel ali prijela kruh ali pa kaj takega, da je v tem vsebina. Danes vemo, da takrat, ko bolezen zelo, zelo napreduje, te vsebine ni več, ni vsebine, to vrstne vsebine, ki bi povezovala tega človeka z nami in z tem svetom ali z čimerkoli, in da neusmiljeno in nepovratno smo tega človeka izgubili. No, in prvič, da se je medicina pravzaprav tega zavedla, je bilo daljnega leta 1901, ko je mož pripeljal tole ženo, pogledajte, takrat je bila stara 51 let, to je kultna osebnost v medicini, v nevrologiji, ima svoje ime je bilo Auguste, ima svoj priimek, pisala se je Deter, Auguste Deter. No in ta ženska je v spremstvu moža, oziroma mož je v spremstvu nje potrkal na vrata bolnišnice v Frankfurtu. Vidite, kakšne romantične bolnišnice so še takrat bile za veliko dreves in vrtov in tako naprej. Zakaj je on potrkal na vrata te bolnice? Potrkal je zaradi tega, ker je njegova žena Augusta že nekaj let se je slabšal spomin, če je šla na trg, potem je pozabila, zakaj je šla na trg, včasih si je napisala, pa potem pozabila listek doma ali pa ga zgubila, potem se na trgu izgubila in ni vedela več, kako bi prišla domov. No, predvsem ga je pa silno iztiril to, ker zadnje čase ona ni več prepoznavala svojih lastnih otrok in jih je naganjala stran, do njega je bila silno ljubosumna, ga obtoževala, da ima druge ženske, in na to tudi pravzaprav ga na momente ni več prepoznala. No, on se ni več mogel, ni imel več moči, da bi za njo skrbel, in je zaradi tega tistega 2. mislim, da novembra 1901 potrkal na tale vrata in jo pustil do tam, nekaj goldinarjev na leto je za njo plačal, in ona je do svoje smrti ostala v tej bolnišnici. Pa vendar je po eni strani imela srečo je imela zaradi tega, ker je naletela na enega zdravnika, katerega ime je bilo Alois Alzheimer, ki ga je ta bolezen strašno začudila. On je videl po eni strani zelo stare ljudi, ki so bili pozabljivi, to ni bilo nič posebnega, in takrat so vsi praktično verjeli, da če si zelo star, potem si tako pozabljiv, potem pač se razpadaš in tudi tvoj in razum in tako naprej in spomini se razpadajo. Alois Alzheimer je tudi videl zelo mlade ljudi, ki so imeli privide, prisluhe, nekaj, kar bi danes imenovali morda schizofrenija. Videl je tudi ljudi, ki so bili nekaj mesecev hudo nesrečni in depresivni, pa potem popolnoma manični. Ni pa še nikoli videl 50-letne ženske, ki bi bila na ta čuden način in pozabljiva in ki bi se izgubljala v prostoru. Zaradi tega se je odločil in je pravzaprav z njo vsak dan preživel nekaj časa in tudi čudovito pisal te svoje pogovore z njo. Še danes so ti zapiski ohranjeni in so eni izmed najlepših v medicini. No, vendar je potem čez 2 leti 1903 Alois Alzheimer odšel iz Frankfurta. Njegov odhod iz Frankfurta zelo lepo ilustrira eno zanimivo stvar v začetku 19. stoletja v medicini. Takrat so bili namreč zdravniki razdeljeni v približno 2 pola, kar se tiče razlage duševnih ali pa takih bolezni, kot je bila demenca.
ali pa nekih čudnih zgibkov, ali pa če si se močno tresel, ali pa kaj takega. Ne. Predvsem pa to, da si imel ali privide, ali da si bil čuden, kot se reče. Ne. Približno polovica zdravnikov je trdila, da pač to ni bolezen, to je pač stanje duše kot take. Ne. Pustite. Pa sem bil vključen, da sem dal na tiho. Druga polovica torej zdravnikov je pa verjela, da vendarle gre za eno bolezen možganov in da edino, kar nas preprečuje, da bi mi ugotovili, kaj je ta bolezen možganov, je to, da mi do možganov ne moremo seveda priti in jih pogledati. Tudi v tej bolnici, kjer je Alzheimer delal, so bila mnenja deljena in večina ljudi pravzaprav ga je odvračala od tega, da bi zelo njo preučeval, ker tako ali tako nič ne bo našel. Leta 1903 potem Alzheimer odide v eno drugo mesto, v München, v Monakovo, kjer so pa takrat odprli en lep nov laboratorij, kjer so se zbrali predvsem tisti zdravniki 19. stoletja, ki so verjeli, da za vsemi temi čudnimi stvarmi, čudnimi boleznimi, da pravzaprav je neka sled v možganih, da bodo našli nekaj, kar bodo morda lahko popravili. Naslednji 2 leti, takoj zadnji 2 leti svojega življenja Augusta preživela brez svojega zaščitnika Alzheimerja, seveda niti ni opazila in leta 1905, jaz mislim, je umrla od pljučnice. Ko so na jutrnjem sestanku se zdravniki pogovarjali, da je danes po noč umrla gospa Auguste Deter, je nekdo rekel, ampak ni to ta bolnica, za katero je tako po svoj ganljivo skrbel naš kolega Alzheimer, ki je zdaj v Münchnu. In vedno je trdil, da so njeni možgani bolni, da se da nekaj na teh možganih videti. In odločili so se in so zapakirali te možgane, jih dali v špirit, jih zapakirali in odposlali v München. In tako je potem Alzheimer ves vznemirjen odtekel v laboratorij, vzel mikroskop. Pravzaprav že na prvi pogled, ko je te možgane vzel v roke, je opazil, da so ti možgani, v medicini rečemo, atrofični, to pomeni skrčeni, zmanjšani, veliko možganskega tkiva je zginilo. To je že na prvi pogled videl. Ko pa je pogledal skozi mikroskop, je opazil nekaj, kar še danes velja kot za zlato pravilo diagnoze Alzheimerjeve demence. Mi čisto 100%, čeprav imamo danes čudovite metode, slikanja naprimer, ali pregleda preko likvorja, tekočine, ki nam obliva možgane in hrbtenjače, je še vedno pravzaprav edini popolnoma 100% način diagnoze Alzheimerjeve bolezni, pravzaprav avtopsija, to je, da patolog te možgane pogleda. Kaj je Alois Alzheimer našel? Vidite, kot sem rekel, najprej je našel to, da so zelo skrčeni, da so te votline, ki so znotraj možganov skoraj neopazne pri zdravem človeku, da so zelo razširjene. Predvsem je pa opazil to, da vidite te vijolične zvezde tukaj, to so normalne možganske celice. Tako obliko imajo, ker jih ena čudovita stvar loči od vseh ostalih celic v telesu. In to je, da imajo obilje izrastkov, ne samo tako malo, kot se tukaj vidi, ampak ena možganska celica ima povezavo z 10.000 drugimi možganskimi celicami. In v naših možganih imamo približno 100 milijard nevronov. Vidite, mi zdaj govorimo o dimenzijah Rimske ceste.
Mi zdaj govorimo o dimenzijah galaksij, milijard galaksij v vesolju. Toliko imamo teh celic in vsaka od teh celic ima povezav z 10.000 drugimi celicami. Kaj nas dela, vsaj nevrološko, tako velike, tako uspešne, kaj nam omogoča, da smo stopili na Luno, da se danes pogovarjamo o teh svojih lastnih možganih. Ravno to, možgani niso največji naši, ne? Mnoga bitja imajo večje možgane, slon recimo ima ogromne, pa kit ima ogromne možgane. Neandertalec, Homo sapiens neanderthalensis, naš pred nekaj 10.000 leti izumrli bratranec, je imel večje možgane. Če so naši 1300 gramov, so bili neandertalčevi 2000 gramov. Tudi niso naši možgani najbolj nagubani. Nekatere ptice imajo veliko bolj nagubane. Skrivnost naših možganov je verjetno v teh povezavah med celicami. In te povezave med celicami pa omogočajo to, da jaz pravzaprav vidim projekcijo sveta, ki je okoli mene in ki jo filtriram skozi svoje čute, skozi svoje oči, skozi svoje ušesa, skozi dotik svoje kože. Jaz to projiciram v svoje možgane in dobim neko čudovito iluzijo. To je v bistvu iluzija, vse to, kar mi vidimo, slišimo, to je v veliki meri iluzija, vendar je ena čudovita in perfektna iluzija, ki je tako spretno narejena, da nam omogoča preživetje približno 80 let. Kaj je ta skrivnost? Se pravi, te povezave, potem pa dejstvo, da je šel razvoj človeka v veliki meri, še ene dodatne povezave imamo. Vidite, nimamo samo teh 10.000 povezav v eni celici. Mi se povezujemo kot ljudje. Mi smo uspešni predvsem takrat, ko delujemo kot človeštvo. Takrat lahko zgradimo neko raketo in gremo na Luno, a ne takrat recimo gradimo velike amfiteatre ali katedrale ali kaj takega. Se pravi, kot se celice povezujejo v možganih, tako je pravzaprav veličina in moč naš kot ljudi, predvsem v socializaciji. Na podoben način, kot recimo imajo to insekti ali pa termiti, vendar seveda na veliko, veliko bolj sofisticiran način. No, in ko je Alzheimer zrl v te čarobne celice, nevrone jih imenujemo, je opazil dve stvari. Opazil je, da se med nevroni, to vidite pa na tej sliki na vaši desni strani, da se pravzaprav med temi nevroni v možganih Auguste D nabirajo ene posebne beljakovine. Mi vsi imamo, celo naše telo je zgrajeno iz beljakovin, ampak te beljakovine se na nek način spremenijo in se naredijo kot v nek klopčič. Ti klopčiči najprej nastanejo med celicami in jih na nek način uničujejo od zunaj. Takrat, ko jih začnejo uničevati od zunaj, to je to, vidite, to so te beljakovine, ime za njih lahko pozabite, je amiloid. Ampak nekaj podobnega se dogaja tudi v sami celici. V sami celici se tudi beljakovine, druge beljakovine, ki jih pa imenujemo tau, pričenjajo nekako, neko da bi nastali spet neki klopčiči, ti notranji. In tako celica umira zaradi pritiska od zunaj in od znotraj. Zanimivo je, da mi nismo popolnoma prepričani danes. V veliki meri verjamemo, da so te hudobne beljakovine povezane z odmiranjem naših možganov. Nekateri ljudje pa trdijo, nekateri znanstveniki pa trdijo, da pravzaprav nas te beljakovine hočejo rešiti, vendar bolezen tako hitro napreduje, da pravzaprav do smrti nevronov vseeno prihaja. Vidite, to je videl
Alzheimer, se pravi male skrčene možgane, potem je videl te beljakovine znotraj celic in zunaj celic. Vendar, ker je bila povprečna življenjska doba v času Alzheimerja, se pravi v času morda vaših babic, prababic, 44 oziroma do 48 let. 44 let je bila statistika, vendar v veliki meri na račun novorojenčkov, ki so umirali, pa porodnic, ki so umirali, pa mladih vojakov, ki so na fronti umirali. Pravzaprav zdravniki niso imeli možnost, da bi videli dovolj starih ljudi in ugotovili, da je to ta bolezen. Kljub temu je Alzheimer opisal in tudi objavil v enem časopisu in naslednjih 60 let se je opis Alzheimerjeve bolezni ali Alzheimerjeve demence pojavil na koncu učbenikov z malimi črkami, tako da seveda vsak pameten študent ali zdravnik, ki se mu je mudilo, je tiste male črke preskočil in šel na kaj bolj pomembnega. Do leta tam nekje poznih 50 ali 60 let, takrat se je pa že uveljavila ta moda, da najpomembnejše stvari ne prihaja, da vse poti ne vodijo več v Rim ali pa iz Rima, ampak je bila to zdaj Amerika in to zlasti Hollywood. Če se je v Hollywoodu nekaj zgodilo, potem je o tem vedel cel svet. No in takrat je bila tam ena zelo znana igralka Rita Hayworth, ki so jo imeli zelo radi režiserji, bila je inteligentna, hitro je znala vse tekste. Spet do enega trenutka, ko pa je začela zamujati na vaje, ob njej so se pa pojavljale vse bolj pogoste steklenice, prazne steklenice alkohola. Interpretacija je seveda bila, poglej, seveda ona pač pije in zdaj ji spomin propada. No in ona je potem, ne vem koliko, 10, 15 ali koliko let kasneje umrla. In ko so naredili avtopsijo, so nepričakovano ugotovili popolnoma enake spremembe, kot jih je imela pred skorajda celim stoletjem Augusta D. Se pravi, videli so, da so njeni možgani mali, skrčeni in da so prepredeni z beljakovinami, tako med celicami, kakor znotraj celic, z amiloidom in z tauom. Takrat se je prvič svet zganil in je videl pravzaprav katastrofo te mlade, relativno mlade lepotice, in je začel govoriti o demenci. In tega časa se recimo, jaz spomnim kot mlad zdravnik, da sicer smo mi vedeli za demenco, da smo se o njej pogovarjali, vendar je ne študirali. Predvsem je bilo nevarno, če si kot splošni zdravnik resno vzel tega bolnika z demenco in ga skušal napotiti k specialistu. Usoda je vedno bila tako, da je 15 minut zatem, ko si bolnika poslal, te pričakal besen klic starejšega kolega, nevrologa, psihiatra ali pa kaj takega, ki te je nadrl, pa kaj mi to pošiljate, kaj pa ne zdaj s tem, se to pač je pač demenca, se bojo za njega doma skrbeli, ali pa ga ne dajo v dom. To je bil odnos takrat. Pa ne, a veste, ne toliko, da bi pravzaprav bila medicina brezčutna, kruta, kolikor preprosto ljudje o tej bolezni niso vedeli dost, predvsem so jo pa povezovali z starostjo. In starost, danes ni morda mesto, potem je eden izmed poslednjih tabujev, imenuje se ageism, eden poslednjih pravzaprav stigem, o katerih ljudje ne spregovorijo kot o stigmi, niti se ne zavedajo, da pravzaprav je ogromno stigme danes do starih ljudi. No, kakorkoli, pogledajte, usoda te Rite Hayworth se je na to zanimiv način, kakih 30 let kasneje, prepletla z usodo drugega človeka, ki je bil ameriški predsednik Ronald Reagan in ki
ki je služil 2 mandata. In v svojem drugem mandatu je on bil je bil on dementen, vendar z neverjetno organizacijo služb okrog njega svet ni zvedel, da je on dementen. In jaz sem imel priložnost na parih delavnicah videti te čudovite načine, kako so njemu pomagali, da je ta svoj drugi mandat sfural, brez da bi mu bilo potrebno odstopiti ali pa iti pred novinarje in priznati svoje bolezni. Je pa to naredil takoj po svojem mandatu, je povedal, glejte, imam Alzheimerjevo bolezen. Moram reči seveda, da s tem, ko neka znana osebnost pride pa reče, glejte, imam to in to bolezen, da to pomeni vso veliko razliko v medicini. Ljudje danes, zlasti v Sloveniji, so pripravljeni recimo reči, veste, jaz sem pa imel srčni napad, celo pripravljeni so reči, jaz pa imam depresijo. To, da bi nekdo rekel, veste, imam začetno Alzheimerjevo demenco, to pa mislim, da bomo še dolgo čakali. No? In vendar je Ronald Reagan to zmogel. Tisti isti predsednik, ki pa moram reči, da se ga pa medicina z grenkobo spominja, kar se tiče velike druge stigme 90-ih let, torej prejšnjega stoletja, to je bil pa HIV ali AIDS, in kjer je ravno on, za razliko od Anglije, zlasti se boste morda spomnili lika princese Diane, ki je v tisti bolnici, moram reči, da sem tudi delal, kjer so imeli, sicer kot nevrolog, kjer so imeli ta oddelek, ki je z veliko topline pravzaprav prišla nekoč na tisto oddelek, se rokovala z bolniki in v trenutku pregnala to stigmo. Je pa v Ameriki ravno zaradi tega velikega konzervativizma, verjetno sicer čisto dobro mislečega Ronalda Reagana, so generacije mladih ljudi umirale v zelo osamljene, zelo v veliki stigmi in podobno. No, ampak na področju Alzheimerjeve bolezni pa on odločilno vlogo in potem kasneje njegova žena Nancy tudi sta odigrala. Ko je Alzheimer šel pred novinarje in je rekel, imam Alzheimerjevo bolezen, je sprožil nesluten pravzaprav razmah raziskovanja. In takrat naenkrat v ta leta sodijo ti opisi, kaj je narobe v možganih. In predvsem smo razen teh hudobnih beljakovin, ki se nalagajo v možganih, smo ugotovili še nekaj, da v teh možganih manjka ene tekočine. Možgani so polni tekočin, malih tekočin, ki se prenašajo od celice do celice in ki prenašajo informacije. Ena od teh tekočin, morda ste slišali, da je za adrenalin, slišali ste morda za dopamin, no ena druga se imenuje acetilholin in te pri Alzheimerjevi bolezni manjka. In ravno zaradi vpliva torej Ronalda Reagana in njegove žene in velike institucije, ki sta jo naredila, so znanstveniki prišli do prvih zdravil za Alzheimerjevo demenco in to je, oni so naredili neke snovi, ki zvišujejo nivo tega pomanjkanja acetilholina. Nažalost se od takrat ni spremenilo nič kaj več, zadnje zdravilo te vrste je prišlo leta 2003, se pravi že 15 let živimo v upanju in čakanju na novo zdravilo. Zdravilo, ki ga imamo danes, pomaga, vendar ne pomaga vsakemu. Imamo približno 30% možnosti, da bolniku pomaga na en viden, vendar ne dramatičen način. Kjer bodo recimo rekla žena, ja, veste, pa res je boljši, sej zadnjič je pa spet po dolgem času film gledal, pa televizijo, pa dnevnik, veste, pa Kučana je celo spoznal in podobno. Pa spet je vzel Delo, pa je nekaj listev. Druga skupina, ki jo dostakrat imenuje najbolj nevarna skupina bolnikov, je tista,
kjer zdravilo pomaga, vendar pomaga samo na ta način, da vzdržuje stanje, ki je. Te bolnike bodo zelo pogostokrat potem pripeljali v ambulanto in bodo rekli, veste, ste mu dali tiste obliže ali pa tiste rdeče kapsule, ampak nič mu ni pomagali, pa sem pa kar ukinila. In seveda mi pa pri obravnavi demenc smo strašno veseli, če že to dosežemo, da recimo za 3 leta stanje zadržimo. In potem kakšni tretjini bolnikov ta zdravila nič ne pomagajo. Vidite, pa še nekaj drugega smo se naučili, nekaj, kar pa nismo pričakovali. Mi smo seveda vedeli zdaj, kaj je to demenca, to je upad višjih duševnih funkcij, kjer mi upada spomin, kjer se ne morem določenih besed spomniti, kjer se nenadoma v prostoru grem po Miklošičevi dol in prijem na Prešernov trg in naenkrat mi je tako nekam čudno, se vem, čak tu je lekarna, tam je ti spomenik, čakaj, kako moram že zdaj, da bom, ne, in naenkrat morda za kratek hip, ne? Ampak vendar vse bolj in bolj pogosto se mi to dogaja, da za hip zastanem, zrem okrog, ne, malo mi postane korak nesiguren, potem se pa naenkrat spomnim, kam moram iti. Ne. Vidite, se pravi, da takrat mi danes vemo to, da se demenca ne začne takrat, ko se prvič nekako malo zgubljam na Prešernovem trgu ali ko mi povedo, ne, ali ko recimo vnuček reče babici, pa babi, ti si pa res pozabljiva, da je tale ključ, 3-krat si ga že danes pozabila, da sem ga pa v hladilniku našel. Ne, vidite, demenca se začne 20, morda 30 let pred tem. Začne se tako, da se tiste hudobne beljakovine že nalagajo v naše možgane. Se pravi, nekomu, ki sedi tukaj in ki mu je usoda dala, da bo dobil demenco v 69. letu svojega življenja morda, ta človek, in je zdaj star recimo, ne vem, 62 let, ne, ta človek že ima spremembe v možganih. Mi tega še pred kratkim nismo vedeli, danes dobro to vemo, ne, in veliko se medicina ukvarja s tem, da bi to znala odkriti. Imamo dobra slikanja, ki to lahko že odkrijejo, vendar nimamo pa še zdravil, ki bi preprečila na to razvoj te bolezni. Pa še nekaj drugega vemo. Vemo tudi to, da jaz se sam kot mlad zdravnik se spomnim, da so dostikrat prišli k meni recimo 40-50 let stari ljudje, nekoliko utrujeni, polno zaposleni, veliko obveznosti, ne, in so rekli, veste, meni se zdi, da ne vem, da kar malo pozabljam, ne, sej sem res utrujen, ne, in potem si ti kot zdravnik naredil vse, da si tega človeka potolažil, da si rekel, ja, veste, to je zaradi tega, ker imate toliko projektov, pa lejte, ko bom pa jaz toliko star, ko vi, pa če se bom polovico toliko spomnil, pa bom srečen. No, in smo jih na ta način seveda odganjali od sebe. Danes mi vemo, da če ti v svojem telesu čutiš, da je nekaj narobe, pa v svojih mislih čutiš, da je nekaj narobe, pa v svojih spominih čutiš, da je nekaj narobe, pa da nisi hipohonder, veste, kaj je hipohonder, da nisi hipohonder, potem se moraš resno vzeti in tudi medicina in zdravniki bi te morali resno vzeti. Namreč kaj? Morda imaš nekaj, kar se je blaga kognitivna motnja, pri kateri imaš pravilno občutek, da nekaj ni v redu, čeprav vsa slikanja in zdravniki in tako naprej ne pokažejo, edino ena preiskava nevropsihološka pokaže, da gre za motnjo, ampak vidite, če imam to motnjo, potem imam 20-30% možnosti, da bom čez 2, 3, 4 leta že imel Alzheimerjevo bolezen. Se pravi, če smo pred 20 leti naredili vse, da smo takega človeka, ki se je pritoževal od sebe, na nek način vljuden odgnali, ali pa ne vljuden, ne, bi danes morali narediti vse, da bi ga vzeli resno in da bi tudi skozi medicino pospešili take
raziskave, ki ne samo, da bi dokazali, kateri ljudje, katerih 20% od teh, ki imajo kognitivno blago, kognitivno motnjo, bo dobilo Alzheimerjevo demenco, ampak tudi, da bi jim lahko dali zdravilo, ki bo to demenco zaustavilo. In zdaj ob koncu bi rekel, če nam je demenca usojena, potem zdajle medicina nič ne more narediti, da je ne dobite. So določeni ljudje, ki imajo višje tveganje. Najvišje tveganje prinaša starost. Če bi zdaj za čarobno paličico naredili tako, da smo vsi stari enako in da smo recimo vsi stari 83 let, potem bi polovica od nas tukaj bila dementnih. Polovica od nas bi že imela Alzheimerjevo demenco. Mnogi trdijo, da če bi živeli dovolj dolgo, da bi pravzaprav vsi dobili to demenco. Zdi se, da temu ni tako. Zdi se, da pravzaprav obstaja ena mala izbrana skupina starih ljudi, imenujejo se super-agers po angleško, ki se neverjetno zdravo stara. In tudi, ko slikamo njihove možgane, mi vidimo, da so to možgani, ki so recimo 20-30 let mlajši. To so ljudje, ki recimo praznujejo 107. rojstni dan, pa v bistvu nimajo skoraj nobene bolezni. So malo seveda upočasnjeni, zgrbljeni, zgubani, ne? Ampak njihovo telo je neverjetno zdravo. In trenutno se v medicini ogromno posveča temu, da bi se odkrila tudi skrivnost, ne samo skrivnost demence, ampak tudi skrivnost tega superstaranja. Kaj je to? A je to gen? A je to hrana? Kaj v načinu mojega življenja? Ali v tem darilu, ki mi ga daje generacije pred mano, se pravi v genomu mojem, kaj je tisto, kar bi lahko naredilo, da bi tudi jaz bil tisti, ki se dobro staram. No, potem je spol. Ženske so nekoliko bolj nagnjene k Alzheimerjevi demenci kot moške, nekoliko. Zdi se, da zaradi hormonskih sprememb, kajti obstajajo neke študije, da tiste žene, ki pa so na hormonski terapiji, estrogenski terapiji, imajo pa manj demenc. Potem je pa ta zgodba ApoE4. Kaj je to ApoE? Mi vemo, da vsaka celica našega telesa ima gene. To smo dobili od svojih staršev. Eden izmed genov, in ti geni nam proizvajajo recimo beljakovine. En gen se imenuje ApoE. Lahko pozabite ime, pomemben je predvsem za holesterol. Holesterol ni samo slab, holesterol je tudi dober. In mi holesterol potrebujemo, da gradimo stene celic naših možganov. Pri tem pomaga ta snov ApoE in mi vemo, da imamo 3 oblike ApoE. Imamo ApoE2, imamo ApoE3 in imamo ApoE4. Če imam, zdaj pa seveda en ta gen dobim od mame, enega dobim od očeta, to se imenuje alela, 2 alela dobim. Če imam alela, ki sta oba 4, potem imam ogromno možnost, da bom dobil Alzheimerjevo demenco. Če imam 2 alela ApoE2, potem sem relativno zaščiten, manj možnosti imam, da dobim demenco. Če imam 2 alela ApoE3, sem pa nekje neutralen. Zakaj je ta zgodba tudi zelo zanimiva iz evolucijskega stališča? Mi smo, zdi se, da v dobi paleolitika, se pravi več kot 10.000 let, to je čas, recimo, ko smo lovili mamute, ko je bilo v Evropi mrzlo, ne, in smo težko prehranili tudi sebe, kaj šele mogoče kakega otroka, 2, ne, nikakor pa ni bilo dovolj hrane, da bi prehranjevali recimo detke ali babice. Ne? In so ti relativno zgodaj umrli. Zdi pa se, da so takrat vsi ljudje imeli APO4, se pravi tisti
tisti, ki te naredi dementnega. Kot da bi narava želela reči, če slučajno nekako ni uspelo, da si umrl do svojega 50. ali celo 60. leta, ne, potem bom aktivirala tale gen in to je gen za demenco in seveda, da v paleolitiku biti dementen ni bilo čist enako kot danes, nekoliko daleč je bilo do prvega doma za ostarele ljudi, ne. No, približno 10.000 let pred nami se pa zgodi nekaj lepega, tako imenovana ena nova revolucija, urbana. Mi začnemo živeti v mestih, imamo žita, imamo več otrok, otroci ne umirajo več. In takrat začuda se zdi, da se ApoE4 pri mnogih od nas spreminja v ApoE2, kot da bi narava želela reči, poglejte, čas je prišel, ko zdaj pa babica ali dedek lahko postaneta koristna, ker je veliko otrok in je dobro, da babica živi in pomaga skrbeti. Vidite, od takrat naprej imamo mi več ApoE2, ampak žalostna novica v tej dobri je pa to, da seveda gre za spremembo evolucijsko, ki traja milijone let, da nažalost v svojem življenju nihče od nas ne more spremeniti ApoE4, če ga ima v ApoE2. Kdaj je še tveganje? Tveganje je, če je nekdo v moji družini imel to demenco. Pa tukaj, ko piše nižja izobrazba, ne mislim toliko, veste, na neka leta osnovne šole, da nekdo, ki ima 5 razredov osnovne šole ali pa nižjo gimnazijo, včasih so bile nižje gimnazije, ne, da pa ima več možnosti kot nekdo, ki je komaj sfuril fakulteto, recimo. Ne. Govorim o tem, o neki dinamiki radovednosti življenjske, o tem, da tako dolgo, ko bomo mi se sprašvali, ko bomo kot neki otroci, ko bomo hodili ko se bomo pogovarjali z ljudmi, hodili na razstave, čitali knjige, uživali v prisotnosti ali umetnosti ali soljudi, se učili, ne, veliko, smo relativno zaščiteni. In vidite, če se zdaj vprašamo ob koncu, ali lahko pa kaj zase naredim, da me ne bi doletelo, ne, bom spet rekel, je prvi odgovor, če je v tvoji knjigi tvojega življenja zapisano, da boš dobil demenco, jo boš dobil. Lahko pa približno vplivaš na nekatere od teh faktorjev tveganja z načinom življenja. Seveda so določene stvari, na katere ne moremo vplivati. Vidite, če bi se ta dva človeka, ne, odločila, da se ne bosta postarala niti za sekundo več v času, ko je bila narejena ta slika, tam levo je Margaret Thatcher, desno je Ronald Reagan, ne, potem nikoli ne bi doživela svoje usode ob koncu življenja in to je, da sta oba postala dementna in da seveda na koncu nista vedela ne za sebe, ne za ljudi okoli sebe. Seveda nam to ni moč narediti zdaj, ne, da bi si zaobljubili, da bomo ostali taki mladi. Ne. Lahko pa naredimo par drugih stvari, ki so jih študije zadnjih morda 10 ali 15 let jasno pokazale, da z njimi lahko za nekaj let, govorimo o 4, 5, 6, morda 7 letih, odložimo to demenco. Ampak mogoče za hip samo še to, se pravi, na dve stvari ne moremo vplivati. Eno je starost. Na to nikoli ne bomo mogli vplivati, čeprav seveda mi imamo 3 vrste starosti ali pa več vrst starosti. Eno je kronološka starost. Ta se spreminja iz sekunde v sekundo. Drugo je naša biološka starost. Ne. Imate 80-letnike, ki pravzaprav so po svoji biologiji 60-50-letniki. Ne. In potem imate socialna starost. Ne. Koliko zelo se jaz nekako osamim in izoliram samega
sebe in pravzaprav na nek način tako postanem star. Kar se tiče genov, imamo, rekli smo, da če je moj sorodnik imel zlasti starši ali imeli, potem imam nekoliko, ne veliko, ampak nekoliko večjo možnost kot sicer. Če pa so moji starši imeli 3 gene, katerih imen vam ni treba vedeti, ampak mi jih ločimo in jih znamo določiti, en se ne presenilin, ena presenilin, 2 in, no pa pozabite imena, potem, če je moj starš imel demenco, to vrstno, ki je zelo redka, potem imam jaz 50% možnosti, da to demenco dobim. Ne vem, a je kdo od vas gledal slučajen film Still Alice? Še vedno Alice, no da. Vidite, tam je prikazana ta tragična usoda neke relativno mlade ženske. Te demence namreč z geni, ki so genetske, ponavadi nastanejo prej, recimo v poznih 40-ih, morda 50-ih letih našega življenja. Ne? No in tam je bila ta tragična situacija, kjer je ta žena imela 3 otroke in vsi 3 so se dali testirati. Ena je bila pozitivna, ena je imela ta gen in v filmu seveda vemo, neizrečena tragika tega filma je, da ta mlada hčerka njena, ki je ravnokar rodila tudi svojega otroka, bo dobila demenco še prej kot njena mama. To ponavadi se iz generacije v generacijo prej pojavi. En se ni hotel testirati in ena je bila negativna hčerka. No, ampak vse to so stvari, na katere res ne moremo vplivati, čeprav že jutri bo verjetno možno z posebno tehnologijo spreminjati ekspresijo, spreminjati izraznost tudi naših genov, z vsem dobrim in slabim. No, kažejo pa študije, vidite, močan vpliv nekaterih stvari. Najprej stres. Vidite, ta stres, mi ponavadi nevrologi dostikrat ločimo v kratkotrajni pa v dolgotrajni. Kratkotrajni stres je nekaj, kar morate zdaj v tem momentu ali pa v tej noči ali pa v teh 4 urah, ki so pred vami, vložiti vso energijo in se za nekaj boriti. Kot rečejo Angleži, what does not kill us makes us stronger. Veliko naše moči, naše pokončnosti, če hočete, naše je bilo zaradi tega, ker smo bili izpostavljeni stresu in smo se stresu in smo stres na nek način preživeli. Stres je relativno dobra stvar v nizkih odmerkih. Če pa ta stres traja mesece in leta, in recimo pogostokrat so skrbniki, ki skrbijo za nekoga za Alzheimerjevo demenco, po definiciji v kroničnem stresu, potem se nam pa slabo piše. Zakaj? Stres namreč fizično uničuje, po nekaj tednih prične fizično uničevati tiste dele možganov, v katerih je shranjen nas spomin. Mi imamo en poseben center, tule nekje ob ušesih, ki je center naših spominov za mnoge mesece, leta in za desetletja. In če smo v kroničnem stresu, se začne ena uničevalna zanka, ki zajema moje možgane, zajema nadledvično žlezo, zajema hormone, ki potem priplavajo do tistega dela, torej možganov, kjer so centri mojega spomina in jaz začnem zelo hitro pozabljati. Se pravi, ampak vendar, veste, lahko je meni reči ne biti v stresu. In ko ste starejši, pravzaprav ena lepih stvari, starost ima zelo veliko lepih stvari tudi. Ampak ena od njih je, da človek, veste, ugotovi, da pravzaprav je v bistvu zelo malo stvari v življenju, zaradi katerih se nam res splača iti skozi hud stres. Malo jih je. Nekatere so in se jim ne morete izogniti. Recimo, ne vem, otrok, ki je odvisen. Ali kaj takega. Ne so bolečine vašega življenja, ki ne morete reči, zdaj pa je to stres, pa bom šel v lotos položaj, pa se bom rešil. Ampak v tem primeru, potem že to, da se tega stresa mi zavedamo, je že prvi korak. In potem naslednji korak je najti
sebi ustrezno. To bo zelo različno, veste, nekateri se bodo zatekli v molitev, nekateri bodo laufali na rožnik, nekateri bodo poslušali Baha, nekateri se bodo začeli učiti joge, nekateri se bodo filozofsko prisilili, da bodo življenje jemali bolj mirno, ampak to je nekaj, kar se moramo vsi, ali pa morajo vsi tisti, ki so v stresu, na nek način naučiti, tudi poiskati pomoč, če je potrebno. Druga študija, ki je pokazala, kar zdaj svetujem, a ne, kosilo v Piranu, in zakaj sem rekel ravno v Piranu, seveda zaradi tega, ker sta dve dieti, sta v več študijih se pokazali kot učinkoviti za odlaganje demence. Ena se imenuje mediteranska in jo vsi zelo dobro poznamo, ne, ker živimo tukaj blizu. Druga je, lahko na internetu pogledate, Mind, M-I-N-D, Mind dieta, ki je popularna v Ameriki. Seveda ne bom je šel zdaj v detalje, kaj je ta dieta in tako naprej, o tem verjetno večina tukaj prisotnih morda več ve kot pa jaz, vendar se študije jasno kažejo, študije na živalih, študije na celicah in tudi dolgoročne študije, da pravzaprav določena hrana lahko je boljša ali slabša. No, zelo jasno je bilo pokazano v študijah od leta 2002 naprej. Je serija študij, ena serija čudovitih študij je objavljena v JAMA, to je ena zelo znana ameriška revija, ki kaže, da če se prisilimo v intelektualno aktivnost, to, kar sem že prej omenil, da ostanemo otroško radovedni, da se učimo, da obiskujemo prireditve, da potem mi fizično, dobesedno spet na fizični način gradimo dve stvari. Eno je, da se poveča število tistih stikov med celicami. Prej sem rekel, ena celica ima povprečno 10.000 povezav z ostalimi. Ena prvih stvari, ki se v demenci zgodi, je to, da se to število zmanjša recimo na 3.000. S tem, ko se mi fizično učimo in smo intelektualni aktivni, se zgodi dvoje. Eno je, da se poveča število teh izrastkov na celicah. To so čudovite poskuse so naredili recimo na miškah, malih miškah, ki so dali v zelo obogateno okolje, kjer so dali neke žogice, pa sirčki, pa ne vem, labirinti, pa tako naprej. Drugo so dali v tak zelo osiromašeno okolje in potem so jih žrtvovali in so pogledali celice njihove možganske. In to je fascinantno videti, kako zelo so se te celice pri tistih, ki so v obogatenem okolju živele, koliko več teh izrastkov so imele. In drugo, kar se zgodi, veste, do pred nekaj leti mi nismo verjeli, da možgani lahko ustvarjajo nove celice. Jaz sam kot študent sem se učil, da je ena izmed tragedij možganov to, da če ima srečo, umreš s toliko celicami, s katerimi si se rodil, ampak to se nobenemu ne zgodi, vsakih ima manj, nove pa ne nastajajo. In ena najbolj revolucionarnih spoznanj v medicini v zadnjih nekaj, morda 20 letih je to, da za čuda, neverjetno, možgani producirajo nove celice. To se imenuje neuroneogeneza. Moji možgani in to kje, v katerih delih možganov, tam, kjer so moji spominski centri. Se pravi, tam moji možgani producirajo nove celice. In če bom, Angleži rečejo use it or lose it, to velja za mišice, vendar v veliki meri velja to tudi za nevrone. Jaz zelo rad na kakih teh konferencah mednarodnih prepričujem svoje kolege iz drugih držav, da naj se učijo slovenščine zaradi dveh razlogov. En je ta, da je ena študija zelo znana iz, mislim, da 2014-2013,
pokazala, razdelili so ljudi v dve skupini. Eno so učili tujega jezika, druge pa ne, so pač imeli tiste aktivnosti, ki so jih hoteli imeti. No in ta skupina, in potem so jih spremljali. In mnogi v prvi in drugi skupini so potem postali dementni. Vendar tisti, ki so uspešno se naučili drugega jezika, je demenca prišla 4,8 let v povprečju kasneje. To je eno tako čudovito darilo, a veste, če si recimo 74, pa potem recimo še 4,8 let ne boš dementen lahko. Zakaj pa morda ravno slovenščine? Ker je več tudi ugotavljalo, da seveda ima smisel učenja tujega jezika ne samo tako, da ti memoriziraš, ampak da ti ta benefit, ne, da ti to dobro stvar požanješ v tem momentu, ko si sposoben neko kompleksno misel izreči v pravilnem času, sklonu, deklinaciji, ne v vseh teh gramatičnih. In seveda slovenščina, kot vemo, ima dual, ne, ima dvojino. Še eno novo spoznanje je v zadnjih nekaj letih prišlo. Spanje. Spanje je en tak eno čarobno stanje, ki ga pravzaprav vse bolj razumemo. In mi vemo, da je sestavljeno iz večjih stopenj. Ena stopna se imenuje tudi REM stopna. REM pomeni Rapid Eye Movement. Če ste kdaj opazovali nekoga, ki spi in se mu hitro gibajo oči. Takrat mi sanjamo. Zdi se, da je vloga sanj v veliki meri to, da jaz drobce spominov, ne tega dne, ampak recimo 2 do 3 dni pred tem na en bizaren način zberem. Ne? Ta način je ponavadi res zelo bizaren, zelo magičen, ne? Letim, pa potem spremenim čas, spremenim prostor in tako naprej. Zakaj? No in v teh drobcih spomina se v meni potem v tem spanju vzbujajo strategije, kako uspešno reševati probleme v bodočnosti. Pokazalo se je, da če imam jaz neko optimalno količino spanja, ki je ponavadi tam nekje, bom rekel, 6 do 8 ur, nikakor ni res to, kar nekateri trdijo, da lahko spijo samo 3 ure. Naprimer Napoleona ne, je tako spal. Oziroma, če je, potem je to recept za tragedijo. Pokazalo se je, da v spanju, zlasti v tisti fazi, ki smo mi omenili, se klopčiči amiloida in tau, klopčiči teh slabih beljakovin pričenjajo rahljati in jih potem te možganske tekočine na nek način izperejo in odnesejo. Če v tem času jaz ne spim, imam recimo nespečo noč, spim samo uro ali 2, potem se mi ti klopčiči hudobnih beljakovin zatrdijo in pravzaprav močno usidrajo v možgane. In končujem s tem, kar je dejansko tudi eden izmed najbolj močnih načinov, da fizično okrepimo celice, zgradimo več povezav, predvsem pa naredimo si to neuroneogenezo, skratka rojevanje novih celic iz možganov. In to je fizična aktivnost. Ko smo mi fizično aktivni, potem naši možgani producirajo eno snov, ki se imenuje BDNF, lahko pozabite, Brain Derived Neurotrophic Factor se imenuje. Skratka, to je kot nek rastni faktor, ki mi naredi, da moje možganske celice se okrepijo, rastejo, naredijo nove povezave. To seveda ni nujno, da je ravno ljubljanski maraton. To je lahko ena hoja po Bledu, a ne? In zdaj bom dodal to, kar pa je glede na to, in to je zadnji moj slajd, glede na to, da je Alzheimerjeva bolezen tako tesno povezana z staranjem. Vendar to ni staranje. Ne?
neko novo predavanje, bi pozval, da bi se pa pogovarjali, kaj pa je v staranju normalne. No, ampak tako zelo povezana je ta Alzheimerjeva bolezen s staranjem, da se tudi skozi nekaj študij kot strašno pomemben faktor kaže še nekaj drugega. In to je ena izmed prvih stvari, ki se nam zgodi takrat, ko se pričnemo starati, je to, da na nek način, ne da uživamo, ampak da se kar prepustimo, vse bolj in bolj se prepuščamo neki samoti, neki izolaciji, neki osami. Pa bi zdaj tukaj ločil dva termina, veste, se mi zdi, da Svetlana Makarovič nekje uporablja izraz samost, ne, in ga loči od samote. Samost je nekaj čudovitega, vsi mi potrebujemo neko samost, da gremo v svoj kotiček sveta ali stanovanja ali vsaj misli, ne, če nimamo fizične možnosti in smo sami seboj. In nekaj krasnih neuroznanstvenih raziskav zadnjega časa kaže se s tem fenomenom bavi, ne, kjer recimo včasih smo verjeli, da kar dam možgane na pašo, ne, pa so otroci po šolah sprašali, kaj pa se zgodi, ko na nič ne mislimo, pol možgani kar zaspijo. Ne. Možgani nikoli ne spijo. V tem momentu, ko mi na nek način izključimo se, ne, a veste, biti len je nekaj čudovitega, neurofiziološko nekaj čudovitega. Zelo se nam splača biti lenoben. Zelo se nam splača od časa do časa preprosto usedeti, pa kar se prepustiti svojemu. Ne. Verjetno vam tega kot neuroznanstvenik pred 15 leti ne bi govoril. Slišali bi od nekoga, ki recimo, ne vem, prihaja iz Indije, pa pozitivne energije, pa tako naprej. Ne, neuroznanost bi se ob tem pravzaprav blago nasmehnila in se odmaknila. No, danes pa mi vemo, zaradi slikanj, ki jih imamo, slikanj, ne, ki nam pokažejo, kaj se dogaja, ko so možgani aktivni ali ko niso aktivni. In v tem momentu, ko se na nek način odklopimo, ne, se odklopijo tile središčni deli naših možganov. Takrat, ko smo mi zelo interaktivni, ko nas zanima svet, ko gremo v interakcijo z ljudmi ali z okoljem, ne, in čim bolj je ta intelektualna in zavestna, tem bolj se nam aktivirajo ti možgani, ki so čim bolj zunaj, pa čim bolj zgoraj, ne, tole, tukaj, recimo. Ne. Čim bolj se pa pravzaprav bolj prepustimo kar nekemu sanjarjenju ali lenobnosti, tem bolj se pa aktivirajo, potem se ta aktivnost prinese iz teh predelov semle noter. In to je tisti del, ki je v veliki meri povezan z nečem, kar bi morda mnogi psihologi imenovali recimo jaz ali nek dialog s samim seboj ali kaj takega. Ne? Vidite, se pravi, to je samost. Ampak na žalost, ko stopamo v starost, si te samote ali pa samosti manj želimo in nam ogromno lahko pomeni stik z ljudmi. In en prvih znakov, da pravzaprav se staramo, je to, ko začenjamo stike pretrgati. In nam to celo po svoje odgovarja, ne? Pa ni to samost. No, pokazalo se je, da je to eden izmed najmočnejših prediktorjev, napovednikov, da bom vstopil v demenco. V tistem momentu, ko recimo samost zamenjam za samoto in sem potem seveda žalosten in osamljen in tako naprej. Ne? Tako da s tem le bom končal. To je seveda nekaj, kar star človek sam težko. Veste, jaz se spomnim parih ljudi, ki so mi v svojem 90. letu ali pa kaj takega rekli, v bolnici so bili rekli, veste, pa sej jaz nič, mi ne bo težko umreti, jaz bi zaprl oči, ne? In pol, ko sem prišel v tisto fazo mladega zdravnika, ki na vsak način se seveda zgrozi ob tem, da mu nekdo reče, da si pa želi umreti in ga želi prepričati nekako, kako to ni smiselno, kako bo jutri lepši in tako naprej. Ne, veste, mnogi ljudje to
čutijo tako, seveda je pol potrebno videti, ali je to zaradi osamljenosti, ampak pri mnogih boste slišali, bo rekli, veste kaj, pred 15 leti mi je mož umrl, pred 3 leti mi je hčerka za rakom umrla. Če jaz grem po ulici, to ni več tista ulica, kjer je tisti mlakar kruh prodajo, ne vem, unareska iz vasi je sir prodala, tu je zdaj nek Starbucks, tukaj je zdaj to je nov svet, ne, in stari ljudje se težko prilagodijo na ta nov svet. In zakaj to pripovedujem? Ker se mi moramo bolj kot družba, a veste, oni ne bodo, stari ljudje tega ne zmorejo sami, mi kot družba moramo narediti neko okolje, ki jih bo približevalo raznim aktivnostim in drugim, ali pa vsaj živalcam, recimo, in podobno. Hvala lepa za pozornost. Hvala. Jaz bi zdaj odprla čas in prostor še za vprašanja. Če bi kdo rad to vprašal, prosim. Smem nekaj vprašati. Vse življenje poskušam izvedeti odgovor. Alzheimerjeva bolezen je ena oblika demence. Kaj zdaj to pomeni? Kaj pa tista demenca, ki ni Alzheimer? Ja, to je lepo vprašanje. Zdravniki demenco imenujemo sindroma. Mi demenca pomeni skupek znakov. Kaj to pomeni? To pomeni, da jaz moram imeti vsaj 2 moteni višji miselni funkciji. Kaj sta miselni funkciji? To je recimo govor, to je recimo računanje, spomin, orientacija v prostoru in podobno. Se pravi, če zdravnik ugotovi, da imam vsaj 2 ti funkciji moteni, recimo spomin, nekako se ne znajdem v centru Ljubljane več zelo dobro, če sem prej bil zdrav, če to nastane postopno in če to do te mere, da mene to zdaj moti, me ljudje opozarjajo, očitno ne funkcioniram tako, kot sem, pa to zdravnik imenuje demenca. 80%, ko bomo tega človeka pogledali, v 80% bomo našli Alzheimerjevo demenco. To je demenca, o kateri sem vam govoril danes. Približno v drugih 20% bomo pa našli nekaj drugega. Kaj je to nekaj drugega? Najprej v enih 10% bomo našli tisto najpomembnejše, kar je za zdravnika in za človeka najpomembnejše. In to so oblike demenc, ki jih imenujemo povrnljive oziroma reverzibilne demence, demence, ki jih lahko pozdravimo. To so demence, ki so zaradi pomanjkanja vitamina B12, ki so zaradi okvarjene ščitnice, ki so zaradi nabiranja tekočine v možganih, ki so zaradi tumorja v možganih, in če to odkrijemo, zaradi tega seveda bo zdravnik vedno naredil kompletno kri, pa možgane bo torej slikal, ker vedno upa skupaj z bolnikom in njegovim skrbnikom, da to ni Alzheimerjeva demenca, ampak da je to ena od teh demenc, ali pa zaradi zdravil, zelo pogosto pri starejših, ko jemljajo veliko zdravil, bodo zdravila naredila, da bodo dementni. Potem imamo še eno demenco, če imamo visok krvni pritisk, potem nam vsake toliko časa ta visok krvni pritisk naredi kot eno majceno, zdaj bom uporabil besedo kap. V bistvu je neke vrste kap, kot majceno eno tako pomanjkanje kisika, in to se bo na sliki videlo kot ene bele pike. Če bo teh belih pik veliko, pomeni, da sem velikokrat zaradi visokega pritiska recimo doživel tako majceno kap, in potem bom dobil demenco, ki pa se bo imenovala žilna demenca, in njena razlika bo v tem, da pravzaprav ne bo napredovala takole, ampak bo udarilo, nekaj dni sem ves omotičen, pa polno glavo imam, pa tako, potem se bo pa umirilo in jaz bom nekaj časa čisto v redu. Potem bo pa znova nekaj udarilo,
ne vem, neke noge me bodo ali pa neke mravljince bom dobil, ne. To so kot majcene kapi in vi vidite stopničast potek demence. In potem morda omenim še eno demenco, vidite, prej sem vam rekel, da v zadnji del možganov narava in naše telo vliva informacije o sebi. Sprednji del možganov, ki ga imenujemo tudi frontalni po latinsko del možganov, je pa tisti, ki vam na nek način ali z gibom, ali z mislijo, ali z socialno primernim obnašanjem posega v okolico. In če se demenca začne tukajle, potem pa prvi znak ne bo izguba spomina, ali pa to, da se ne znajdem dobro več, a moram tam levo ali desno, tam kot druga ulica od Miklošičeve iti, ne. Takrat se bo pa zgodilo nekaj drugega in to je, da se bom jaz začel čudno obnašati. Dostikrat gre to v smer neke agresivnosti, ali morda hiperseksualnosti, ali morda, ali ste to, da bom preprosto v restauraciji, pa bom tamle od soseda vzel eno jabolko, ne vem, socialno popolnoma nesprejemljivega obnašanja, kot ne vem, da bo masturbiral recimo na javnem, ali pa lulal kar na javnem prostoru. Nekaj, kar nesrečne žene ali možje, partnerji od teh ljudi dostikrat reče, veste, situacija pri teh demencah, ki jih imenujemo frontalne demence, ker nastanejo v sprednjem delu možganov, je ponavadi tipična. V ambulanto pripelje recimo očitno izčrpana žena svojega moža, očitno bi rada nekaj povedala, ampak zdravnik nima časa, mož je pa tako dosti nelepo pove, ga vprašate, no, gospod, zakaj ste pa prišel, pa on pogleda svoje sinove, pa ženo, a veste, da v bistvu ne vem, no, zakaj ste me pripeljali, jaz mislim, da sem čisto v redu, ne? In potem se noben tudi ne upa nič reči tam, ne? In potem ga ti vprašaš taka vprašanja, ki so zelo značilna ponavadi za Alzheimerovo demenco. In vidiš, da ima v redu spomin, pa vidiš, da se nič ne zgublja, pa vidiš, da zna lepo šteti, pa odštevati, da se spominja to, kar si mu rekel pred 5 minutami, pa se rečeš, ja, saj temu človeku ni nič, ne. Mogoče pa družina tista, ki ima problem, pa ga želi kaj, ne. In potem ti samo ugotoviš, ja, nič ni, gospod je v redu, potem pa morda greš ven skozi čakalnico, pa je tisti gospod šel recimo na stranišče in v tem momentu prihiti k tebi žena, vsa prestrašena in tako, in ti na hitro pove, ne, pravi, veste, nisem si upala prej, ker bi bil ogenj v hiši, ampak on ni več on. A veste, on je vedno mene imel rad, pa me je spoštoval, zdaj me je 2-krat že hudo udaril. Denar iz banke je vzel in ima eno novo prijateljico iz Ukrajine. Avto je kupil. Vidite, vse to, skratka, ampak ko njega vse to vprašate, bo tudi vse priznal in ja, seveda, ampak zakaj pa ne bi kupil eno človeku avto? A ni to nekaj čudovitega, lepega? Ne? Ja, udaril jo je pa zato, ko je res takrat, tis pa ne bi smela ona in nima več vpogleda. Vidite, to so te vedenjske demence, ki so najtežje za spoznati nevrologu. Še kakšno vprašanje? Če smem ti še nekaj vprašati. Jaz sem sumila, da prihajam v demenco. In potem sem šla k psihiatru in on je imel nek test, verjetno so to izdelani testi, in ta test so tako dobro upravljala, da je on rekel, če bom jaz pri vaših letih tak spomin, kot ga imate vi danes, bom zadovoljna. Ampak meni se dogaja to, da se peljem z avtom. In za hip ne vem, kam sem namenjena, ampak to je hip. Drugo je to, da nimam orientacije. Jaz nikoli tudi v mladosti nisem imela dobre orientacije, ampak zdaj je pa to hudo. In zadnjič sem bila v Cerkljah, kjer sem bila že velikrat. In sem se peljala iz Cerkelj v Ljubljano 2 uri. Nisem našla domov.
in sem krožila in sem vedno prišla na isti oglas, da ste rešila pravi cesti in ne vem, kaj naj ukrenem. To, kar opisujete, seveda resno, ne? Jaz mislim, da vseeno morate vztrajati pri zdravniku. Jaz mislim, da te simptomi, ki jih opisujete, tukaj je zelo težko zdaj sodim, ker seveda ne vem veliko o vaših boleznih, siceršnjih in tako naprej. Ne? Ampak jaz osebno mislim, da recimo taki simptomi si zaslužijo, da se možgani slikajo. Ne vem, ali so vam slikali možgane ali ne. No, ampak recimo jaz sem prepričan, da se taka simptomatika to zasluži. Ja, tudi zelo lepo vprašanje. Glede statini, to so pa zdravila, ki mi zbijajo prekomerne maščobe v krvi. Ne? Z statini je pa zgodba nejasna in ostaja nejasna. Ene študije kažejo, da tisti ljudje, ki jemljajo statine, take velike epidemiološke študije, da so manj nagnjeni k demenci, da so relativno zaščiteni. Potem se je pa en niz drugih študij pokazal, ki pa so to, kar ste vi omenili, navedli in to nasprotno, da pravzaprav statini sami ne bi povzročili blage, ne toliko demenco, kot neke druge kognitivne motnje in v tem trenutku vam rezultati študij ne znajo na to odgovoriti. Je pa znan ta problem in ga zdaj rešujejo. Oprostite, bi lahko še enkrat vprašali? Možganski ubijalci celic. Ja, ja. Ne bi povzročala vanzemni svojem štepanju, povedala, kruh, ne, testenine za čokolada, ne. Ja. Tukaj me je najbolj všeč, ne, Tako. zdaj je to tvono, No, ja. Veste, z drugim besedom, vi ste odprli eno zanimivo temo pri demencah in sicer nekateri trdijo, da je demenca oblika diabetesa, sladkorne bolezni, tako imenovani diabetes tipa 3. Kajti zdi se, da točno te hrane, ki ste jih vi zdaj omenili, pravzaprav na nek način podobno kot recimo pri sladkorni, da na nivoju celice, ne, pravzaprav povzročajo propad celice in teh beljakovin. To je ena znana, močna teorija, moram reči, da zdaj se veliko ljudi posveča in zaradi tega tudi nekateri iščejo odgovor v zdravljenju demenc daleč od teh beljakovin ali acetilholina, ki sem ga omenil, ampak pravzaprav v antidiabetikih. Ne. In mimogrede, ne vem, če se prvič je, a veste, FDA, to je ta ameriška agencija, ki je zelo resna, ne, glede zdravil in ki dovoljuje ali pa ne dovoljuje študije ali zdravila. Vedno so se ljudje, ki se ukvarjajo z demenco ali pa staranjem, ne, so bila glede mehanizma staranja in demence dva pristopa. En je rekel, da gre pravzaprav to za samostojno bolezen ob staranju. Druga skupina pa trdi, osnova vsega je staranje, potem če se ne staraš dobro, se pa lahko recimo demenca pojavi ali pa revmatoidni, neke sistemske bolezni ali pa kaj takega. No in FDA nikoli ni verjela tej drugi skupini. Zdaj pred 3 leti so pa prvič rekli, morda je pa res, da bo skrivnost dobrega obvladovanja bolezni, kot so recimo sladkorna bolezen, kot je recimo demenca, ne, kot je ateroskleroza, v tem, da bomo mi vplivali ne toliko konkretno na nek acetilholin ali pa na, ne, ampak da bomo skušali ugotoviti, kaj je tisti osnovni vzrok staranja. In zdaj je FDA prvo zdravilo dala, in to je en antidiabetik,
katerega namen ni zmanjšati demenco, ampak na nek način upočasniti staranje, ker ravno to hipotezo o demenci kot o vrsti diabetesa upošteva. Mi vemo, da če mi stradamo, potem, če celica strada, kar se sicer pri diabetesu dogaja, če ne more energija v celico, potem mi dobimo diabetes, ampak živimo pa živali, to je ta calorie restriction, restrikcija kalorij. Če mi sebe stradamo, ali pa žival, potem restrikcija kalorij podaljša življenjsko dobo, pri nekaterih vrstah tudi za 40%. No in to je ta zanimiva teorija, da gre v bistvu za diabetes. In v tem smislu bi bilo zelo pomembno potem, kaj ješ ali ne. Ampak to so zelo taka, vam čestitam to, da imate poglobljeno znanje, to so taka zelo specialna vprašanja. Še kakšno vprašanje? Jaz sem vprašala v bistvu že za človeka z Alzheimerjevo demenco v fazi, ko ne zmore več požirati, ko so že v bistvu gibalne funkcije, zakrčenost, ampak v bistvu jaz sem svojca. In ne vem, pazim po očesnem kontaktu, ko se pogovarjaš, poskušaš, da je neko zaznavanje, ampak če lahko dobim od vas verjetno vsak primer svoja zgodba, ampak koliko ali dojemajo, recimo, govoriš danes je ta dan, zunaj lepo vreme, zunaj ki je bilo to. Pač, kako, mislim, vem, da je težko Ne, pa vse razumem, zelo dobro razumem, kaj sprašujete. Vidite, posebnost demence v odnosu do mnogih drugih bolezni je, da gre za neverjetno dinamično, Angleži radi rečejo chain of events, verigo dogodkov. Da recimo človek, ki bo dementen prvo leto ali drugo ali tretje, da bo veljalo čist nekaj drugega, tudi kako ga obravnavati ali pa kaj on čuti, kaj od vas pričakuje, kot potem 5., 6., 10., 15. leto. Značilno je, da ko mi zbolimo za zgodnjo fazo demence, da smo zelo pogosto depresivni in tudi intenzivno iščemo pomoč. Ne? In to je tudi po svoje taka tragika, ker tem ljudem takrat mi ne prisluhnemo ali pa ugotovimo sicer, da so depresivni in jim damo antidepresiv. Stadij, o katerem pa vi pripovedujete, če si prav predstavljam, seveda me vzamete z rezervo, ker bi moral s človekom govoriti in videti, ampak recimo v teh zelo napredovalih boleznih stadijih, nam kot skrbnikom vztraja in ostaja ena silna želja in potreba, da vendarle v tisti praznini, da to ni praznina, da je to neko, da nam nekaj pripoveduje, da nekaj hoče, da nekaj noče. Vsi znaki govorijo za to, da temu ni tako. Da je to naša želja, s katero dostikrat po svoje lahko bolnika tudi bremenimo, ker on ne razume in ne ve. Jaz sam recimo se spomnim, kot zelo mlad zdravnik sem imel dementno babico, specializant sem bil, torej takrat, ki je pa v 90. letu svojega življenja postala dementna in ona je nekega dne prenehala hoditi, ni več znala hoditi. In jaz takrat nisem znal presoditi, veste, po eni strani moraš takega človeka na nek način prijazno potiskati, naj hodi dokler lahko, naj je dokler lahko, ga je treba uspodbujati, ne ga kar pustiti, ja pa se je dementen pa, ne mora, dokler lahko naj. Potem pa pride nek trenutek, to pa je umetnost, ker moraš spoznati, da zdaj pa nima več smisla. To se ne apraksija, ko preprosto ne zna več.
in ga je nesmiselno učiti ali od njega pričakovati. Vse morate pa narediti to veliko revolucijo, težko revolucijo, da si rečete, pač ne gre, pač ne bo šlo, pač me že 55-ič to vprašal, pa me bo še 55. To je strašno težko. Zdaj, če dostikrat, veste, ko požirajo, treba je ločiti, ali ne zna to, kar mi vi opisujete, po moje res tako napredovala bolezen, da on ne zna, na koncu nažalost ne znajo več požirati, pa ne znajo, torej jaz, ne, in v tem primeru ga je čist nesmiselno in celo nevarno skušati hraniti, ne, ker se jim pol zaleti in dobijo pljučnico. V tem primeru se mi dostikrat odločimo potem za malo luknjico tule v želodcu in jih hranimo skozi želodec, ali pa se opredelimo za tudi bolj, če nekdo zelo proti koncu, a ne potem mu dajemo včasih samo vodo in samo lajšamo mu kakšne bolečine, temperaturo in podobno. To je tisto čisto ob koncu. Veste, kaj pa do konca vztraja, o tem pa sem popolnoma prepričan. Kot se mi zdi, nisem čisto procentno prepričan, vendar 99% sem prepričan, da tukaj ni več vsebine, ne? Da za tem, kar mu mi govorimo ali mu pripovedujemo, da pravzaprav on tega ne dojame v takem racionalnem smislu. Kar pa sem po drugi strani pa 100% prepričanje, pa da tudi, ko je bolnik v zelo pozni fazi, lahko vi komunicirate z njim skozi čustva. Da tudi, če vas on ne bo spoznal, on ne bo vedel, da ste morda hčerka njegova ali pa on bo čutil, da ste vi nek dober človek, ki njemu dobro hoče. In to, da ga vi objamete, da se ne bo vedel, kdo, ampak skozi čustva mi lahko čisto do konca, pravzaprav z njimi na nek način komuniciramo. Prej pa, ko bomo to sprejeli, to dejstvo, da pravzaprav je ta človek, tak kot smo ga mi poznali, odšel, pa bomo prenehali žalovati, če seveda, za tem, kar je odšlo. V življenju stvari odhajajo, ne, in ljudje odhajajo. Bomo večjo pomoč tudi njemu, ker to pa čutijo, veste, še zelo dolgo čutijo recimo vznemirjenje v svojih skrbnikih, a je nekdo nervozen, a je nekdo vznemirjen, a nekdo povzdigne glasno. To so pa zelo, ne znajo dati v kontekst tega, ne vejo, kdo ste, kaj ste in tako naprej, ampak to pa čutijo. Čustva ostajajo pa, tudi mi razumemo, zakaj čustva ostajajo do konca, to ni samo neka fraza, veste, čustva so tak arhaični, prastar del možganov, ki so strašno zaščiteni tule v globoko možganih in med zadnjimi odmrejo. Ko pravite, da jim lajšate bolečine proti koncu, ne? Kakšne bolečine, kaj se predvideva? Ne, sej, veste, Alzheimerjeva bolezen, to sem dal primer, da bi imel ob tem še neko drugo bolezen, zaradi katerega bi ga nekaj bolilo, včasih dekubitus, kakšne preležanine ali pa kaj takega. Drugače pa je seveda v uteho vsem tistim, ki skrbite za bolnika z hudo demenco, napredovalo demenco, to, da ta bolezen ne boli in da tiho in nevidno v poteku te bolezni pride trenutek, ko bo ta bolnik po svoje bolj miren, bolj srečen, bolj zadovoljen, kot boste vi. Ne? Ko skrbnik postane pravzaprav bolnik, in to je ena izmed napak medicine, da se skrbniku sploh ne posveča, ne? Da se zdi samo po sebi razumljivo, se nam zdi, da ta uboga, izčrpana 82-letna ženska 24 ur na dan za človeka, ki ne ve več, kdo je ona, ki lula po noči, ki vstaja, ki vidi Nemce, ki se bori proti Nemcem. Ne? In mi danes vemo, da skrbniki približno 8 let umirajo preden
jim je dano, da bi umrli, da imajo zelo pogosto sladkorno bolezen, da so po pravilu v precejšnji depresiji, da imajo več srčnih obolenj. Živeti z bolnikom z Alzheimerjevo, težko napredovalo Alzheimerjevo boleznijo mesece in leta, je absolutno eden najbolj grozljivih in težkih stresov, ki jih človek lahko doživlja, in zaradi tega je, veste, taki pogovori, da se pogovarjate, da pridete skupaj, ne vem, ali je to spominčica, ali so to samo družinski člani, ali so to prijatelji, to je nujno, ne, in zelo je pomembno, da skrbnik ima rad tudi sebe in da skrbnik poskrbi za sebe. Pa kako oni potem na koncu umrejo? Velikokrat umrejo zaradi pljučnice, naprimer nekaj se jim zatakne, velikokrat umrejo zaradi infekta, dobijo en infekt, veste, in potem oni se ne morejo razmigavati ali kaj takega. Velikokrat padejo in si zlomijo kakšno kost in potem se te kosti v starosti ne morejo več tako celiti. To je to, recimo. Tako da ne umre zaradi demence. Veste, bizarno je to seveda, da recimo pred nekaj leti sem po slovenskih regijah sprašal, koliko imajo demenc, ker sem hotel pokazati, da je to problem, pa da jih je veliko, ne, in je bila ena slovenska regija, ne bom rekel katera, ki mi je sporočila, da pri njih pa demenc ni. Želi še kdo danes postaviti vprašanje, drugače pa mogoče naslednjič, ker upamo, da bomo se še kdaj srečali s profesorijo Topelnikom. Hvala lepa za vas.